Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na Info 360, gledate pa seveda Uro resnice. Z menoj sta prvič po tem poletju Edvard Kalič in pa Boštjan Turk, lepo pozdravljena. Predlagam, da začnemo. Imamo dve tako daljši temi, sicer ta nedavna zloraba obolelih otrok za rakom na Brezjah, kar sta uprizorila zakonca Gaber Golob, in pa tožbe predsednika vlade, ki jih je napovedal zoper gospoda Aleša Štancarja in pa dva politika Žana Mahniča in pa Zvonka Černača, oba poslanca SDS. Ampak predno zdaj idemo na te dve temi, kratkih vprašanj, aktualnih. Zdaj, Edvard pa Boštjan, verjetno sta videla, da je predsednik vlade Golob napovedal 14. plačo v božičnico. Zdaj, po mojih informacijah je bilo predvideno, da to napove oktober, ampak očitno se je zdaj zgodilo tako, da je pač mogel to napovedati že te dni. Zdaj, nedvomno gre tukaj za nek predvolilni bombonček, ampak zanima me naslednje, kako recimo lahko predsednik vlade trdi tako nelogično zadevo, da je 14. plača razbremenitev gospodarstva. On izhaja iz gospodarstva, recimo temu. Ja, jaz mislim, on v resnici ne izhaja iz gospodarstva, on izhaja iz nekega državnega gospodarstva, kjer je to res lahko razbremenitev, pač počistiš proračun, pa ga razbremeniš. Ampak šalo na stran, pač glede na izjave in glede na njegova dejanja v resnici nas nič več ne more niti presenetiti. Zadeve so tako abotne same po sebi, da več ali manj jaz se pač čudem iz dneva v dan, ko poslušam različne predstavnike od raznih gospodarskih zbornic, obrtnih zbornic, raznih združenj delodajalcev in tako naprej, ker se obnašajo pred kamero, kot da imajo opravka z nekom, s katerim je možna resna razprava. Ampak z Golobom večkrat očitno ni. Njegove besede in njegova dejanja dokazujejo pravzaprav to, da imamo opravka z nekom, kateri bi moral čim prej zginiti z političnega prizorišča, predno bo do konca potopil državo. In očitno nihče ne upa tega povedati na glas. Ljudje okrog njega ga zavzeto branijo preprosto zato, ker se zavedajo, da branijo svoje stolčke in svojo prihodnost. In škoda, ki se dela v resnici iz dneva v dan. Danes se, ekonomski strokovnjaki, tolčejo po glavi, joj, kakšna škoda, ker je ukinil davčno reformo, ki jo je vpeljala Janševa vlada, imeli bi 1000 evrov več in tako naprej. 3 leta nazaj so pa, hvalnico peli samo, da bo Janša mogel iti in tako naprej. Te norosti v resnici, ki je začela obvladovati slovensko javno mnenje in te ljudje, ki se prilizujejo v resnici napačnim ljudem, je enostavno, jaz mislim, da nisem edini, ki to opazuje in si reče, sej to preprosto ne more biti več res. Ti si včasih rekel, da je to ladja norcev. Ja, še danes trdim. Ja, ampak zdaj vidim, da te na socialnih omrežjih pozivajo, pravijo, da moraš to zdaj regulirati. Da moramo zaščititi. Hujše termine uporabiti. Hujše termine. To več ni samo ladja norcev. Mislim, ladja norcev nekaj, ker vsak vesla, vsak po svoje, v svojo stran, nihče ne ve, kakšna je smer in točno to mi danes doživljamo. Ukinemo eno davčno reformo, potem pa to spet nazaj prepeljamo, ukinemo, zgodbo za SP, tiste normirance, zdaj bomo to zadevo nazaj prepeljali. Zdaj, da pustimo razne pa res absolutne norosti okrog Maljevca, pa okrog pobiranja denarja, pa okrog, fotografij, ki se pojavijo potem v javnosti, kako se ministrica za zdravje nekako je na hrbtu nosi čez poplavljeno bolnico in tako naprej. O tem se pa reži, In o tem se sme, mislim, to je bom rekel, jaz upam, da bojo nove volitve prepeljale do tega, da bo odplaknilo da ne bom res uporabil kakšne res grde besede, ampak da bo dejansko, bom rekel, da se bo z te ladje te norce pometali ven in da bo prišel nek resen kapitan in da bomo lahko veslali vsi v isto smer z namenom, da bomo dejansko kam prišli, ne pa da nas bojo in po levi in po desni prehitevali, od Hrvatov, Srbov, Albancev in tako naprej. Se ne vem, če ste to slišali ali ne, ali kaj, da so Albanci imajo po novem digitalno, to se pravi AI ministrico, ki jih je nagovorila na televiziji za, javno naročilo ali nekaj takega. To se pravi, ljudje nekaj delajo. Mi se lahko marsikaj posmehujemo, smejimo in tako naprej. Kaj pa delamo mi? Na roke pišemo odločbe za dolgotrajno oskrbo. Na lagerju, Ja, to mi je že, koliko je že to? Koliko časa smo že? Tudi stali do konca. Ja, še nekaj, v tej zvezi. Potem pride pa v medije minister za finance Boštjančič, ki pa reče, zdaj denar je, ali ga pa ni. Enako, kot Golob razbremenjuje proračun z dodatki. Vse isto. Ni v končni fazi čisto vse. Dajmo se razumeti. V proračunu je denar vedno.
Ne? Če njega pa malo preložiš iz ene postavke na drugo, ne? Pač vedno se nekaj nabira, vedno se nekaj kapla, lahko ga je premalo, lahko je marsikaj, ampak vedno je denar. Ne? Proračun ni nikoli nula, tako kot bi bil recimo tvoj ali pa moj ali pa Boštjanov, nek račun na nekem podjetju nula zablokiran in gre zadeva k vragu. Ne? Proračun ni. Ja, zdaj midva si bo mogla božičnico izplačati sama sebi, zdaj Boštjan je pa v javnem sektorju. Boštjan se lahko pravičeno nasmehne. Zdaj se že nasmiha. Ja. Dokler sem še v javnem sektorju. Približno pol milijarde luknjo. Ne, tako bom rekel, če že mene tle, tukaj apostrofiraš oziroma interpeliraš, kot se reče, ne, bom odgovoril samo eno stvar. Dokler sem še v javnem sektorju, pa ne si zapomnijo gledalci, kaj sem danes rekel. Lahko, da bom ta mesec še v javnem sektorju, lahko pa, da v drugem mesecu začetku ne bom več. To ni odvisno od mene. Ker če si me zdaj že sprovociral. Zadeva je pa seveda zelo, bi rekel, tragična v bistvu. Je pa na zunaj pa je komična. Ne? Recimo, kako da nekdo, on je nek naravoslovec, golob, ima nek doktorat iz nekega naravoslovja, se pravi, naravoslovje najprej predpostavlja, da poznaš številke. Ne? Recimo, Luka Mesec je družboslovec, in on številke mu ne služijo, ker zanj ima leto 54 tednov, ne 52. Recimo, da golobo morajo te številke služiti. Ne? In da številke tiste, bi rekel, najbolj pereče, najbolj akutne in najbolj vidne so une, ki so na bankovcih. Ne? In te bankovci seveda narastejo kot banane po drevju, ne? Ampak jih je treba zaslužiti. Ne? In božičnica, ne? On zdaj kot neke vrste, kot je pa Madoniš, kot diktat. Jaz se skozi, ker se na njega spomnim zdaj, potem, ker sem to objavil pri tebi, pa po tej Štrancarjevi intervenciji se spomnim na Mussolinija. Ne vem, zakaj v zvezi z njim. Ker ima tak pa kaj od tama, ne? Ker je pač iz iste regije, oziroma pač, se pravi iz Gorice, ki je bila včasih pač italijanska, se je razmejil, pa je nova nastala. Ne? In on je ukazal zdaj, ne? Diktatorsko ukazal, ne? Delodajalcem, da morajo dati božičnico. Delodajalcem ukazal, da morajo dati božičnico. In to on imenuje razbremenitev gospodarstva. Torej, to je tako, kot če bi jaz prišel na banko, pa na papirček napisal $1000, pa bi rekel, to je ček, dajte mi $1000 izplačati. To je približno tako. Ne? Samo, da jaz sem sam, ne, tako kot je rekel Edo, posameznik, ti si posameznik, on pa to jemlje, bi rekel, nekaj iz države, nekaj pa izkorišča oblast, ki jo ima. Ne? In zato je Štrancar razmišljal o njem in o Mussoliniju. Ker pameten človek, demokrat, nikoli ne bo izkoristil oblasti, ki jo ima, da bo nekaj naredil, kar ne bo dobro. Vse, kar pa Golob je naredil, torej v 3 letih, zdaj 3 letih pa pol, je bilo pa prav to, uzurpacija oblasti. Mi imamo oblast, zato bomo odstranili ograjo in spustili migrante v državo. Migrantov je danes v državi povsod so. V Ljubljani stopiš ven, je to že tako, kot New Delhi. Nimam nič proti ljudem iz New Delhija, ampak konec koncev to pač ne gre. Multikulturalizem ne funkcionira. Poglejte Anglijo, poglejte, kaj danes sem dal na tweet, sem rekel, to je začetek državljanske vojne. To je multikulturalizem. Pa ne samo to, ukazal podjetnikom stop, jih je porinil v veliko stisko, samostojne podjetnike, normirance in to, potem zdaj jih vrača napovedal davek na nepremičnine. Poslušajte, kako bo davek na nepremičnine, recimo, če so hoteli v lastništvu nekih firm ali karkoli v državnem, niso, kako bo potem hotel ocenjen na 20 milijonov, boš plačal €1, 1% od davka. Halo, se boš uničil turizem. Vse privatne turistične nastanitve, od katere so, ampak on je to so preprečili. Ampak teh ukazov njegovih, vključno s tem, z božičnico, je en kup in vsi so iracionalni. Ukazal je, vzeli bomo 1% od vseh za trajno oskrbo, ki je sploh ni. Danes slišim na filozofski fakulteti, da Maljevčevi po 4 dni delajo od doma. Prosim, če to preverimo. Sprašujem gospoda Maljevca, ministra. Ne, se to mislim, da je kar natančno. Na tarči so bili konkretni podatki, ja. Celo ti, ki ne bi se ukvarjali z imeni primki in koliko dni delajo. Poslušajte, halo, delam od doma, halo, kaj pa je to? Ja, če je bil COVID, je bilo to mogoče, ne pa zdaj, ne moreš skozi delati od doma. Oziroma pa
Ne? In to je razlika med demokratičnim politikom in med diktatorjem. Demokratični politik ne bo nikoli svoje oblasti tega, da je tam, kjer je izkoristil, da bo nekaj slabega nekemu sloju naredil. Ta je pa to naredil zdravnikom, samo spomnimo se, tisto, ki se zdaj nos. Pa se zdravniki še vedno štrajkajo. Še vedno štrajkajo. Je naredil kmetom, o kmetih sploh ne govorimo, kaj se s kmetstvom dogaja. Je naredil samostojnim podjetnikom, je naredil cerkvi, ker jih je čist formalno, ker jih je vzel ven iz te, bi rekel, se pravi, sistema državne pomoči in gor in dol in pa skozi, pa stalno in mediji, ki jih ta država in vlada kontrolira, stalno napadajo določene sloje ljudi. Dobro, zdaj, sam to bi še vprašal, Edvard, no? Kako pa se prime takšen bombonček? Se bo to prijelo, ta 14. plača, mislim, prid Golobu? Mislim, če se je Golob prijel, se bo tudi bombonček njegov prijel. Ja, mislim, pogledaj, on je prepričal 400,000 ljudi, obračaš tako ali pa drugače. Zdaj, če je pol delovne populacije v Sloveniji v javni upravi, kateri nimajo nobenega občutka, koliko denarja je v resnici ena plača, ti zelo dobro veš, da za svojega, ne vem, jurja ali pa dva, moraš prepraviti jurja pa pol, oziroma, ne vem, 3 jurja, kakorkoli, pač nekdo, ki je v javni upravi, mislim, tak sistem imamo, se niso oni krivi, ampak nekdo, ki v javni upravi dobi 2 jurja, on nima občutka, da je njegova plača v resnici, ne vem, 3 jurje ali pa 3 jurje pa pol. In zanga je to samo še 500-600 evrov, kakor bo že zraven. Zate, zame in za tiste, ki so pač izplačevalci, pa se začneš spraševati o tem, zdaj, ali boš ti drugo leto kupil neke nove računalnike v pisarnah, ali pa investiral v nek poslovni prostor, ali boš pa ljudem dal plačo, pa bojo delali še vedno v kameni dobi in koga briga potem konkurenčnost? Njega v tistem geniju oziroma kjerkoli že bo v Romuniji ali kjerkoli bo, njega to ne briga več. Mene pa briga, ker bojo moji ljudje delali na nekih predpotopnih mašinah v nikakvih delovnih pogojih, pa seveda dolgoročno bojo imeli težave, bom jaz imel težave za izplačil plač. Tako da zadeva je bistveno širša, kakor poslušam to, kar sem že prej omenil, ko mu bom rekel slavo pojejo ali pa po domače povedano, se opravičujem izrazu, v rit lezajo različni predstavniki združenj in tako naprej in hočejo na racionalen način A to misliš včerajšnjo tarčo, kako? Tudi včerajšnjo tarčo, ker gledam, kar cedil se jim je, pa daj povej, tako kot je, človek pojma nima. Obremenjuje ljudi in to se pravi podjetnike in to se pravi podstat, ki generira neko novo dodano vrednost, obremenjuje toliko, da bo na koncu umrla. In tako, kot je umrla Jugoslavija. Zakaj pa ne povedo tega naravnost, pa direktno, tako kot je treba povedati? Zaradi tega, ker so zlizani, zaradi tega, ker imajo interese, zato. Ker vsak po svoje nekaj malega lovi. Slovenija je toliko majčkana, če dovolj zarežeš v karkoli boš urezal sebe. In ne moreš med 2 milijoni, nas je pač ne vem tokle in tokle podjetnikov, več ali manj za vsakega se ve, kaj kdo počne, kje kdo kaj pride in tako naprej. V neki Nemčiji to bistveno lažje, ker so, ali pa ne vem, Francija in tako na teh velikih trgih, je bistveno lažje. Seveda je povsod neka zlizanost in tako naprej v različnih krogih, ampak tako očitno, kot je pa v Sloveniji, je pa naravnost boleče. Zakaj? Zato, ker celotno družbo to dol vleče. Ker se sistemi, ki delujejo v družbi, ne postavijo po koncu proti evidentnim norostim. Ampak je pa zanimivo, kakšen timing je to, zdaj pa je evidentna norost. Golob neki pove, to je Kalisedo nekje, na neki tiskovni konferenci, ker to IKT hod, ampak nekje pač to sporoči in v četrtek o tem že vlada, Ja, tukaj imam jaz svoje mnenje okrog tega v tem smislu, da to, kar Golob pove recimo v sredo, to so se mogoče v torek nekem krogu v nekavi pogovarjali, kaj bi bilo fino, in tisto, kar se v četrtek na vladi dogaja, je v resnici damage management neumnosti, ki je prišla v sredo ven. In potem v petek pridejo mediji na vrsto in potem pride vikend in potem pride ta cela mašinerija, ki je ugrabljena v Sloveniji, zato da mu polira to javno podobo. Zdaj, Boštjan, prejšnji petek na Brezjah, se je pač prišlo tega dogodka Zlate pentljice in stvari, ki so se pač dogajali v tisti baziliki, Marija pomaga in tako dalje. Prišla sta zdaj
pa Golob in Tina Gaber in očitno je tam šlo, ne, vse tako, ker sem jaz videl za neko zlorabo, pa tudi ne sem jaz edin, se vidim, da je to pripravljeno družbena mreža. Nisi to samo ti videl. Je prišlo do neke očitne zlorabe, ne, teh otrok z namenom neke politične promocije Gaberove in Goloba, ne, ampak na nek način je tukaj sodelovala tudi cerkev, ne, vsej en del frančiškanov tam v Brezjah, ne. Brez njih to nekako ni moglo iti skozi, ampak kako ti vidiš recimo to Robert Bahčič, ja, kako jaz vidim zadevo tako, torej najprej povem, ne, da je zame, mislim, to, kar se danes v družbi zgublja, so stvari, ki so svete. Zame je Marija, mati Božja, moja mati, zame nekaj svetega. In to je recimo neko bolj arhaično občutje, ampak recimo, če boste muslimanom pogledali, oni tudi verjamejo še v svetost. Ne vsi kristjani ne verjamejo več v svetost, jaz verjamem. Jaz sem to vzel kot direktno skrunjenje, bi rekel, Božje matere. To se pravi, če jaz sem prav informiran, v principu, če nisi veren, sploh ne smeš kako pristopiti, oziroma karkoli podpisovati, da se bo zdalil. Druga stvar, ne, mislim, lahko vsakdo lahko prosto pristopa in dela na Brezju karkoli hoče, ampak seveda s tem, da jim je predstojnik Brezja, Robert Bahčič, dal legitimacijo, da jo je sprejel za medije, on jo ni sprejel zadej v sobi, kjer se recimo podpisuješ za Mašo ali vpisuješ za Mašo. Pa rekel, jo sprejemam samo brez kamer. Vidva sta. Druga zadeva, ki je pa še bolj tragična, je pa, da Robert Bahčič ni, cerkev krščanstvo je zraslo gor iz žrtvovanja, iz žrtev, iz konflikta z oblastjo, to so svetniki, noben ni umrl v postelji, in iz čuta za znamenja časov. On bi moral Robert Bahčič seveda vedeti, da sta ta dva na politični funkciji, na misiji politike, na nabiranju političnih točk, da so volitve čez 4 mesece in da ona dva ta zadnja zadeva, ki ima pa pade na pamet, se pa ukvarjati s tem, čemu je to svetišče namenjeno. Namenjeno je pa čiščenju Matere Božje. To ni namenjeno promociji, dobro, se pa ljudje tudi zatekajo za draka, jaz to popolnoma, ampak jaz bi že v začetku to ločil, da predsednik vlade, pa otroci z rakom, pa to je tok in tok stvari, ki lahko izkaže solidarnost, za tak način pa ne. Da pa katoliška, mislim, da sem malo vskočim, no. Zdaj, jaz sem se pogovarjal s to gospod Andrejo Evžen Fiš, ki tam vodi ta romarski urad, ne. Ona je pač rekla, da je bila Tina Gaber povabljena se strani otrok, da potem se je tej zgodbi priključil Robert Golob in da je bilo rečeno, da so se tako zmenili v kabinetu predsednika vlade z organizatorji, da bo to zasebni obisk, da ne bo prišlo do fotografiranja in podobnih stvari. Ne? Da ne bi potem ona dva to očitno sta prekršila. Ampak vprašal sem jo tudi zdaj to zgodbo s tem pač Robertom Bahčičem, ne? Ampak mi je rekel, da kaj pa ne naredi zdaj on tam, ne? Kot da da roko predsedniku vlade, če pride. Oddal sem ti članek, če bo objavljal. Kaj naredi, lahko odgovori na to vprašanje? Lahko zelo jasno odgovori. Kaj ne mu ne da roke, kako? Kaj ne naredi? Kaj pa je naredil Jezus Kristus? Kaj pa je naredil Janez Pavel II? On je ves čas govoril, poglejte, to je zlo, s tem se ne paktira, mi gremo naprej in je uspel. Kaj pa je naredil Alojzije Stepinac, ko so mu rekli, poslušaj, boš ti šef te celotne zgodbe jugoslovanske, samo ti 5 stran od Vatikana. Rekel, z tega ne bom naredil. Sprejel zapor in to. Kaj pa je Alojzij Šuštar naredil? Kučanova, Slovenija nikoli ni bila njegova opcija. Šuštar je pa za veliko diplomacijo in spretnostjo spravil Slovence skupni imenovalec, smo izpeljali plebiscit in smo se osamosvojili. Halo, kaj ne naredi? Se ne samo pogleda zgodovino cerkve, kaj ne naredi. To, kar je pa on naredil, je pa prav tisto, česar na noben način ne bi smel narediti, pa jaz nisem edini, ki to misli. Jaz sem se odzval, šele ko sem začel dobivati od duhovnikov pisma. To se name obrnil, ker sem dal na Twitter, moj Twitter ima ogromen doseg, moram reči, sem presenečen, si ne pripisujem take pomembnosti, sem dal, kam ne pišejo, torej Brezi, torej info@maria.si, lahko vsak piše protestna pisma, jaz sem jih pisal tudi Bahčič. Da se je usulo, potem sem slišal. Ja, seveda, pa meni so tudi pisali potem, in kar je bilo tragično, celo mi je nekdo pisal, da je to pač absolutno ne, poslal v vednost enemu od škofov, se pravi v kopiji, in ti škof sploh ni nič odgovoril. Ne? In kaj ljudje govorijo? Ljudje govorijo, da je vodstvo katoliške cerkve, sedanja škofovske konference oziroma škofiči, tako kot jim jaz pravim, poslomško, skregano z interesi krščanskega občestva na Slovenskem in skregano z interesi katoliške cerkve na Slovenskem, to pa zato, ker je večino teh škofov nastavil prejšnji nunci.
To je zgodba zase. Ampak hočem reči, mislim, to je bila taka klofuta, ki sem jo jaz doživel. Ne? In potem mi je Bahčič napisal nazaj in sem to prebral, kam je napisal nazaj in to je bila čista sama slama. Da me je videl na Brezjah, da zelo spoštuje, da hodim na Brezje, pa kaj njega briga. A jaz hodim na Brezje, hodim Marija Bistrica ali pa hodim v Lourdes. Ne? Ampak niti enega stavka, gospod Turk, zavedam se, da sem naredil napako, oprostite mi, vi ste kristjan, odpuščanje, odpustite mi. Ne bom več tega naredil in bom to sebi lahko rekel, dal izjavo, zmotil sem se. Ali pa je dal izjavo, ki je ni dal, ki bi jo pa moral dati in bi mi morali iz ljubljanske nadškofije to sporočiti, da so ga zlorabili pri tem. Je kaj tazga naredil? Nič. Zakaj pa ne? Ker tako kot Andy Warhol, vsak bo nekoč deležen 5 minut slave. To je bil njegov motiv. No? Bo pa cela Slovenija o meni govorila. Ja, v Cirilu Pucku je tudi cela Slovenija govorila. Ja, menda so nekateri šokirani na to, mislim, iz njihovi frančiškani, nekateri frančiškani ne bi zdaj šokirani na tem, da se je to zgodilo. No? Ja, pa se vam pravim. Pa se to je pa čisto sem lepo razložil, logično. Ona dva nista prišla tja, se pravi, moliti, se skesati, se pokesati, se priporočiti. Ona dva sta prišla tja po politične pike, po točke. In to je to. Ja, to je to. Karl Erjavec. Zakaj pa je Karl Erjavec za 15. Teflon Karl za 15. augusta tam na Brezjah visel? Zakaj? Ker se je spreobrnil, ker se mu je Marija prikazala, prosite izrazu. Sem na začetku povedal, kakšno razmer sem tega. Lepo vas prosim. Itak si jaz ne vem, zakaj si Karl Erjavec pravi teflonski, ker če bi bil teflonski, bi bil še zdaj na funkciji. Ja, no, sedal posterje. Pa še eno vprašanje, čisto na koncu smo že prijavcu. Me zanima, kdo je te jumbo plakate, ki so posod po Sloveniji plačal. Teflonski Karl, se si jih videl. Jaz sem se pelil na Štajersko. Ne, mislim, da je imel ogromno, sem rekel, da ima po celi Sloveniji pa to. Ne? Kdo je to plačal? 70, 80, 90. Eno vprašanje, kdo je to plačal? Izvoli. Ja, ti računi, da taka kampanja te pride recimo normalno tam enih 20 €. No. Tako da govorimo konkretno, kdo je dal 20 € za te plakate. Ne? No, ampak če se vrnem nazaj na to zgodbo, cerkveno zgodbo, ne? Jaz mislim, da to je neposredno nekako navezano tisto, kar sem prej mogoče malo bolj glasno omenjal, ne? Ta neka servilnost, ne? To umankanje skrbi za demokracijo, umankanje skrbi za našo skupno dobro, ne? Da pač, če ti nekaj ni prav, oziroma če nekaj ni v redu, pač je treba to na glas povedati. Ne? Dokler časa še lahko, ker pač silnice v slovenski družbi pač grejo v to smer, da bomo vedno manj lahko tudi na glas povedali. Ne? Kje sta v resnici naredila ta dva Golob Gaber napako? Ne? Napako sta naredila v tem, če bi ona dejansko prišla tja, pa za Tino Gaber jaz razumem, da je s tistim medvedkom, ki je bil Kuža, ki ga je prinesla iz Vatikana in tako naprej, vse v redu. Ne? Prava napaka na njuni strani je bila v tem, zakaj nista res šla na neko privatno audienco tam in bi to mediji povzeli kot nekaj privatnega, intimnega, ni želel Golob prevzemati medijske pozornosti in ergo iz tega ven je sledilo zloraba otrok za svojo medijsko prepoznavnost. Ne? Zato sem rekel napaka, mal obratno mišljeno. Če bi ona to naredila, bi v resnici neke pozitivne točke iz tega ven izpeljala. Ne? Danes pa moram reči, da bom rekel, razen tisti najbolj servilni novinarji o tem pišejo, da se je zgodil nekaj dobrega, vse ostalo pa sam dogodek, čemu je bil namenjen in tako naprej, ki je sam po sebi se meni zdi dober, da je na koncu izvenel kot nek tak res pocen PR. Normalno je, da pretečejo do vse posod, ne samo plačani, ampak tudi manj plačani novinarji in kamere in tako naprej pretečejo zraven, če prideta v bistvu premier pa njegova zdaj žena, če pridete tam pač na tak dogodek, ki je sam po sebi, jaz sem ga tako razumel, v bistvu precej intimne narave. In meni se zdi to, bom rekel, tako pocen reklama zagotovo dela zdaj proti njima. Samo en mali, kaj ne rečem, iskrca, da bi umaknili ta del in da bi bilo to tako privatno, nekje v ozadju, pač da je bil Robi samo zraven in da je bila ona v srednji lik, pa bi zadeva bila popolnoma drugačna. Tako pa, hotel sem samo to reči, da se upravičeno zdaj zliva na njiju v bistvu precej gnojence na ta račun, ker sta ukradla
v bistvu šel za nekaj, kar je samo po sebi bilo v bistvu dobro namen. Meni se zdi tisto sahljivo, da potem ti recimo na socialnih omrežjih javno objaviš fotografijo, ki se neka punčka, ki je zbolela za rakom, tebi zahvaljuje. Ne? Bi razumel, če bi Tina Gaber jo operirala, pa bi bila, veš, ne, bi jo kirurško rešila, ne, ampak če bi bila Tina Gaber še sama tam, ne, na samem dogodku, pa bi si človek lahko mislil svoje, ampak bi nekako ne tako. Ampak imajo pa zanimivo taktiko, ne? To sem zdaj slišal iz več teh raznih društev, inštitutov in podobno, da v bistvu kar kabinet predsednika vlade pokliče, ne? Vi imate zvejo, pa ne vem, dobijo nekaj informacijo, da imajo nek dogodek, bosta prišla tja Tina Gaber in Robert Golob. In v bistvu potem se najdejo ti organizatorji kot neki stiski, ker ne vejo kako, ne, bojijo, reč ne, ker potem pa, se veš, vsak je odvisen malo tega, kot si prej rekel, nekega državnega denarja, donacije in podobno, ne. Ja, ne, pač sej v končni fazi. Tega še doslej nismo v takih primerov imeli, kot se to zdaj dogaja. Tukaj sem začel na začetku, to je spet demokrat, ki hoče dobro, Tito se skozi pionir. Samo kot vidim, zdaj Boštjan, Stalin se skozi pionir slikal. Edvard, zdaj tukaj to Edvard razlaga, vse te stvari se očitno potem vrnejo kot nek bumerang. Absolutno. Ker tudi očitno poroka se v tem smislu javnomnenjsko ni šla. Absolutno, zaradi tega, ker je, dajmo reči, tehnično, ali pa na profesionalno na tako nizkem nivoju peljajo to komunikacijsko strategijo, da ni čudno, da se ljudje smejijo, da jim čist nič ne rata. Da praktično vse, česar se dotaknejo, gre proti njim. Ne? Ja, pa to se mi zdi tudi, da je zdaj, bom rekel, že nek politični kontekst. Ne vem, če ste brala, celo Marko Crnković, ki je velik zagovornik Roberta Goloba, je zanj tako rezignirano napisal, da Goloba nišče več ne brani. Ne? Še celo on se bo začel z mano strinjati, ko smo rekli, da bo daleč najbolj osovražen v bistvu politiku v Sloveniji. Vse to si pa ti takrat napovedal. To smo tukaj v oddaji, ali v eni pač skupne smo to napovedali. Ne, mislim, da se to že tam na uri moči povedal. Že zelo na začetku mandata. Ampak Boštjan, vse zanima, se pravi, po tvoje, zdaj ta pater, Bahčič, ne bi smel dati roke Golobu, ko je prišel tja, ali kako? Mislim, to je bo moje vprašanje. Pa nisem več čisto razumel, ali si to mislil, ali ne. Zelo jasno odgovoril. Seveda ne. Torej, v funkciji, v kateri je Golob tja prišel, bi mu moral to odsvetovati, bi moral pač, ko bi izvedel, da prihajajo, najbrž niso prišli nenapovedani, to se mi zdi pa zelo čudno, ker državni... Ja, je neka nenavadna informacija v tej zvezi, ker po mojih informacijah pa mislim, da so kar zanesljive, lokalna policija, ki je običajno obveščena v gibanju predsednika vlade, ki pride v nek kraj, tukaj ni bila obveščena. Kot da očitno je to na pol, veš, to izgleda, kot da je bila na pol diverzantska akcija. Ne, pa to je, mislim, čista lišča objektivno stališča varnosti predsednika vlade, ki je najbolj varovana oseba, je to absolutno nenavadno, da bi ne obvestil, da bi ne... Če to drži, je to šokantno. Ja, da bi ne pregledala, in da bi seveda ne obvestil vodstva frančiškanov prihaja, pač prosim, ker se bi lahko bil kakšen atentator. Se so ravno kar nekoga v Ameriki ubili, Krka. To se dogaja. Pa po drugi strani še ena zadeva. Ne, če se Golob tega zaveda, on si je nabral toliko gneva med ljudmi. To, kar sem jaz pisal, to, kar je Štranca rekel. On je toliko podjetnikov spravil v krize. Ljudje psihološko nenavadno reagiramo. Eni reagirajo tako, eni tako. Ja, veste, on ni priljubljen, kot pravi Edo, on sploh ni priljubljen politik. On dela zdaj vse, da bi zakrpal ta svoj... Že na lestvicah je bolj na koncu. Da bi zakrpal ta svoj... Na teh njegovih lestvicah je bolj na koncu. Jaz poznam pa ogromno ljudi, ki ga iskreno in globoko sovražijo. Ampak ne, ampak ker jih je življenjsko prizadel s temi vsemi svojimi mogočimi, nemogočimi ukrepi, v katerih nastopa, pred kot je Štrancar to videl, kot neke vrste, bi rekel, nasilnež, kot neke vrste diktator. In je že z tega stališča, da pride na Brezje, nenapovedan, se mi zdi, to se mi pa zdi res skrajno nenavadno. Na nek način skoraj, da nenapovedan. Pa tudi, če pride nenapovedan, pa se je stvar že takta, mislim, halo, kar je on naredil v katoliški cerkvi, ob tem, da se ona dva stalno deklarirata kot ateista. Ja, jaz sem slišal, zdaj pač povem še nekaj teh informacij od znotraj. Takrat med dogajanjem sem slišal, da je bilo pravzaprav, da so bili nekateri šokirani, kako je vse stvar izgleda, ker ne bi med tisto molitvo in tako dalje, naj bi Tina Gaber tam odigrala, hlinila celo neke solze in vse te stvari. Da je stvar zelo precej srhljivo. Vzameš malče bule, matko poribaš, pa bo še oko. Če bi vedel, to bi v sabo prenesel, pa bi to naredil, da bi dokazal ljudem, da to gre. Pa še vprašanje eno zelo, znata ona dva elementarne molitve, Oče naš.
Ne, recimo, da to vsaj kontekstualizirata. Po mojem sploh ne, Tina Gaber ne vem. Mislim, če grem nazaj na tvoje vprašanje, jaz ne vidim, pa se ti se tudi z vsakim ne rokuješ. Jaz ne vem, da se kar z vsakim človek rokuje. Se premisli, s kom se rokuje. Jaz ne vidim zelo veliko razlogov za to, da bi cerkev se priklanjala in rokovala in pozdravljala. Takrat je bil sicer velik halo, pa galama, ko Dominika Švarc-Pipan zavrnila rokovanje z Janšo, takrat se spomniš, da tisti predvolilni stojnici. Pa pater ni politik, pater se lahko umakne, pa reče, kaj me briga. Mislim, če me niste obvestili, da prihaja predsednik vlade, potem pa jaz tudi ne bom njemu tekel zdaj, kako kuža pa z repom migu pa na roko. Meni še nekaj povem, kar se tega tiče. Najprej si človek. Jaz sem Marka Pokorna, tega, bi rekel, zdravnika, izredno cenil. Mogoče niti ne to zdravniško, ampak ker se pač ukvarjam z literaturo in to, sem videl, s kakšnim neverjetnim, ampak res neverjetnim talentom je naredil našo malo kliniko. Ker to je režijski spektakel, jaz to primerjam, ker se ukvarjam z dramaturgijo in sem videl, ta človek pa res, je resne. A potem se postavil kot šolarček tam, pred Goloba, kot pionirček pred Tita in tako kažava oziroma predkačal trpne in ga gleda, so te fotografije, ki pride na pediatrično kliniko in se mu klane, pa je tam še en tip, ki je, oziroma nek moški s čopom, ki je zdaj direktor. Generalni direktor, ja. Ja, generalni direktor, zakaj ima čop, ne razumem. Pač ima čop, v redu, nisem še videl zdravnika s čopom, pač priznam. Zdaj je direktor, ja. Okej. Ampak kako to vsi tam zamrznejo, najprej si človek. Najprej si človek, potem si šele kaj drugega. In kot človek, si pač avtonomen v svojem poklicu, tako kot Marko Pokorn in tako kot ta župnik oziroma ta pater. Najprej si človek. Če vi meni se ne najavite, zakaj bi jaz moral leteti do vas, pa vam roko pred vsemi kamerami stiskati, ob tem, da si lahko seveda vsak pameten človek, pa grem spet nazaj, cerkev pa mora imeti občutek za znamenja časov. Naj bi tudi ta pater, to pač pripovedujejo tisti, ki so bili tam, naj bi tudi ta pater imel nek poseben govor po molitvi, pred molitvijo namenjen Golobu in Gabovi. Da izgleda vse stvar, da izgleda precej nenavadno. Ampak jaz mislim, tukaj je Boštjan že pred časom enkrat, ali si to zapisal ali rekel, ne vem, ko si rekel fant od Tine. Ampak to je tak lep primer, je prav ta obiska. Ona je pač imela neko obveznost, pa vzela svojega fanta s sabo, pač v avtu se je pelal zraven, obveščal se ni nikogar, vmes je verjetno nekdo telefoniral, da je pater na hiter zbobno en govor skupaj, da ne bo tam govoril samo tiste stvari, ki so bile prvotno predstavljene. Očitno, ja. V končni fazi, kakorkoli mi že mislimo, je on vsem predsednik vlade, govorimo o Robertu Golobu, ki se je tam pač pojavil. Tako da, kar želim nekako med resnicam povedati, da mi še vedno izhajamo iz nekega stališča, da imamo opravka z neko organizirano, intelektualno, ne vem kaj. Preveč racionalno razmišljamo. Ja, in potem, ko pa ti to v praksi vidiš, to izvajanje, pa gotoviš, da je to od danes na jutr to bi bila pa super ideja, dajmo še to posnet, pa bomo tukaj le malo objavili, daj pa z mano greva tam na en event, se veš, otroco in tako naprej. In to vlada slovenski državi. To je pa prava tragedija. Je še nekaj, jaz govorim v imenu kristjanov, jaz poznam ogromno duhovnikov, ki sploh ne bi prišli ven iz sobe, če bi bil Golob tam, ali bi mu pa prišli svoje povedati. To je možno. Ker Janez Pavel II, ko je bil v Južni Ameriki, to je svetovno znano in tam se je postavil nek jezuit, ki mu je razlagal teologijo osvoboditve in mu je ta svoje povedal. To je ena zadeva. A niso sicer frančiškani tako najskromnejši red v katoliški cerkvi? Ja, hočejo biti, ampak to je pač, oni so, frančiškani, mislim, so pač, so beraški red, se pravi, imajo za obljubo uboštva, ampak to nima tukaj, bi rekel, nobene take zveze, ampak ogromno duhovnikov pa poznam, ki so ogorčeni, ki so mi pisali, in ki jim kaj tazga pač absolutno ne bi padli na pamet. To že, ampak vse sva tukaj na istem, ko izhajaš tudi iz drugih stanovskih vidikov. Jaz poznam tudi ogromno podjetnikov, ki bi mu zmetali paradižnike, ne vem kaj, ampak potem vidiš, da ljudje, ko pridejo tja, njihovi predstavniki, pa da ne rečem, kaj tam počnejo in
rokavice in tako naprej. Ena razlika, ne. Cerkev je zavezana transcendenci, cerkev je zavezana pač večnosti. In cerkev ni od tega sveta. Podjetnik pa je od tega sveta. Ja, to se in strinjam. Pater Bahčič ni od tega sveta. Tukaj se je pa obnašal, kot da je absolutno od tega sveta, od tega slovenceljskega, golobovga, od fanta, od naše Tine, od tega, ne. To je pa bistvena razlika, ne. To je pa bistvena razlika. Dobro, predlagam, da gremo naprej na te tožbe, sej v bistvu zgodba, ki se preliva ena v drugo, ne, in pa nazaj tudi, ne. Zdaj, to je najbolj nenavadno, no, da to, jaz nisem našel tega primera, sej pač lahko, da se mogoče kaj pojavlja, dvomi, da bi nek predsednik vlade v Evropski uniji, ne, zahodnoevropski demokracija začel množično tožiti, ne, druge ljudi, ne, mislim, pač kot personam, češ, da zaradi žalitve posegel v čast in dobro ime in tako dalje. To se je zdaj zgodilo, povedali 3 tožbe, eno zoper Aleša Štancarja, podjetnika, pa čisto slučajno tudi lastnika tega portala in pa zoper 2 opozicijska poslanca, Černača in pa Mahniča. Zdaj, imam še nekaj umestnih vprašanj, ampak zdaj, Edvard, pa Boštjan, najprej, da razčistimo, kaj po vajnem mnenju je zdaj Goloba naenkrat pripeljal do tega, da začel te tožbe vlagati? Ker tukaj je neki strašen presedan, ne? Jaz mislim, da je to predvolilna kampanja, da želi vnesti določeno mero strahu, tako kot vsak diktator, se tudi on kot diktator za vsako ceno trudi vnesti neke vidike strahu med ljudi, ker vemo, da je v bistvu strah eden od tistih, to se pravi, elementarnih vidikov, s katerimi vsaka v bistvu oblast upravlja, ne? Se zato imaš ti 8,000 policistov na 2 milijona ljudi, ne? Ker je v zadnji strah, pa sistem, pa tako naprej. Ne? In jaz mislim, da je to, da se je on postavil v vlogo diktatorja na tak način, ne? In da kar naenkrat kdorkoli bo izjavil v Sloveniji besedo fašist, bo avtomatično prilepljena v bistvu k njemu in k njegovi vladavini. Besedo je to, ki je se on upeljal. Ki jo je on upeljal. On se je promoviral kot antifašist, kot kako se bori proti fašistom. Ne? In zdaj s tem narativom, to se pravi, on je komunikacijsko gledano vstopil v nek frame, to se pravi nek okvir, ven iz katerega bo zelo težko izstopil. In on bo šel v zgodovino, bo šel zdaj zlepljen s tem okvirjem, ne, ker to, da je to presedan, tudi ne nazad, mislim presedan, pač nekaj nepogostega v svetovni politiki, ne? Da nekdo, ki stopi v politiko, še posebej v prvo vrsto v politiki in potem svoje politične nasprotnike toži in se z njimi daje po sodiščih in ne vem kaj in jim dokazuje za verbalni delikt v resnici, ne? Je to, bom rekel, jaz mislim, da globje v leto 45, pa prej mi v resnici sploh več ne moramo, ne? To je pač, že če pogledamo, kaj je definicija fašizma, ne? To je pač neka oska kasta ljudi, ki je nad ostalimi in vsi v resnici... V bistvu s temi tožbami dokazuje, da je on to, kar mu tile posredno učitajo, kako toženje. On je vstopil zdaj v to igro na tak način, da ne more več izstopati. Ne? Ali ima on prav, ali nima prav, ali karkoli teoretično bo dokazoval. Ampak ves ta proces, ki se je zdaj začel, zdaj že prepozno, on je to najavil. On zdaj še ven ne more, on ne more jutri reči, joj, oprostite, danes sem pa drugačno kavo spil, zdaj pa ne gremo to, ne? On zdaj še ven ne more, ne? Torej, jaz se bolj ne bi mogel strinjati kot vse s tem, kar je Edo povedal, ne? In to v tej oddaji opozarjam pa prej, ko sem bil že leta na to, kaj je prvi element Golobove vladavine, kombiniran z levico, je strah. Ljudi je strah. Zdaj bom pa še dvoje povedal. Strah, ampak zdaj, podjetnik Aleš Štancar se ga v principu ne bat Goloba. Isto velja za Černača in pa Mahniča, opozicijska poslanca. Mi trije tudi ne. Ampak potem pa, če bi jaz začel pa preštevati recimo po institucijah, ki bi morale biti pa odgovorne za to, da je v državi neka normalna klima, potem bi pa našel pa stotine ljudi, recimo univerzitetnih profesorjev, ki jih je pa strah. Pa ki bi meni tudi to povedo, ker sem z njimi v stalnem kontaktu. Ki meni to tudi povedo. In ta strah je logičen, ne, ker je on prišel z čistkami. On je rekel zelo jasno, v deželi je fašizem, jaz bom to čistil, mi imamo to izkušnjo, sem to že tokrat povedal brez veze še enkrat, iz NOB-ja, kaj je to čiščenje, se je končalo, 3000 nemških vojakov je padlo v Sloveniji, zato je pa umrlo 100,000 Slovencev po zadnjih raziskavah, 41-45. Čiščenje, čistiti.
No, in zdaj pa druga zadeva, seveda odgovorim na to prvo tvoje vprašanje, nikjer v Evropski uniji ali pa kjerkoli na svetu, razen v kakšnih obskurnih državah, ki pa jih ne vem, bi bilo popolnoma nemogoče, da bi recimo stranka, recimo Macronova stranka, ali pa da bi, ne vem, nemški socialdemokrati tužil nekoga, ki bi rekel, recimo Schröderju ali pa Scholzu ali pa karkoli. To je popolnoma nemogoče. Bom še nekaj povedal. Ja. Za Brigitte Macron sta dve blogerki imele oddajo in se s tem ne strinjam, natolcevali oziroma dokazovali, da je ona moški. To je šlo na sodišče, ampak sta bili to je čisti absurd, da je Brigitte Macron moški. Ampak ona sta imela oddajo blazno gledano. In sta bile na prvi fazi spoznane za krive, na drugi fazi pa na vseh končnih pa oproščene zaradi svobode govora. To je prvič, to ni politik, to ni golob, ona je žena in drugič, to je seveda strašno grobo, govor, da je nekdo ni identičnega spola, mislim. Ampak svoboda govora, oproščeni na vseh instancah. Pa zdaj toži ljudi, ker so mu povedali... To je pa ta druga faza, ki je strašno nenavadna, ker zdaj nihče točno ne ve, jaz nisem znal razbrati, pa vidim, da so mediji to spremenjali potem to, kar so zapisali tekom dneva, takrat, ko so bile pač te tožbe napovedane, kdo pa zaprav kaj toži, ali toži Golob, ali toži Gibanje Svoboda, ali gre za kazenske tožbe, gre za ovadbe, gre za odškodninske tožbe, nič točno, nič jasen. Mene, blazno bi bilo nenavadno to, da je neka tiskovna konferenca, kjer Golobove tožbe pojasnjuje generalni sekretar stranke in pa zraven neka odvetnica iz odvetniške družbe Čeferin, To mi je bilo res nenavadno, ker če jaz nekoga tožim, jaz osebno moram to pojasniti. Jaz ustrajam na tem stališču. In tudi mi je nenavadno, da tega nišče od novinarjev tam ni vprašal. Da gre za v bistvu predstavo za javnost, s katero se vnaša strah. Da je tebe strah reči, da nekdo deluje kot diktator. Da je mene strah v oddaji reči, da se Golob obnaša kot diktator. Pa to je diktatura. Kaj te je strah reči, da je nekdo diktator? Ali pa da te je strah reči, da Golob deluje kot fašist, ker zadošča nekim kriterijem definicije fašizma. In to je problem vsake demokratične družbe. In zdaj, če mi dovolimo v demokratični družbi, da se začnejo tovrstni procesi, pač nismo več v demokratični družbi. To je točno to, kar ti praviš. Če tebe strah reči, da je nekdo diktator, potem pazi, smo že v demokraciji, smo že v diktaturi. Nismo prestopili to, ta Rubikon. Kajti, če ti lahko take nesmisle tvezaš, oprostite, da je Brigitte Macron moški, ali pa božičnica razbremenitev proračuna, pa te ti nič ne zgodi, to je svoboda, to je pa diktatura. To je točno ta formula. Ko te je strah nekomu reči, da čutiš kot človek, da te je strah reči, da je nekdo diktator, smo v diktaturi. Seveda. In to je bil po vajnem zdaj osnovni moto. Zagotovo. Da ne bi zdaj on je udaril in po podjetnikih in po politikih, on je zelo natančno udaril, koga bo tožil, s tem, da ima vsaj, kar se tiče Štransarja, ima tako spolzek terena, zato, ker če se on lotil, tle sem zdaj to zbral, in sicer ta velika poroka in gor in dol in vse te zgodbe, tle je intervju v reviji Ona 27. maja 2022 Golob reče za svojo ženo, ki se je imenovala oziroma se imenuje Jana. Jana je smisel mojega življenja. Z njo sem lahko popolnoma samosvoj. Z njo se pogovarjamo vsem. Zdi se mi neverjetno, da sva skupaj že 30 let. 27. maj 2022. Zdaj so mediji, kot sem bil ravno kar informiran, prinesli, da Janković je rekel, da ko je poročil, da je Iskrca preskočila avgusta, se pravi, imamo tu od te izjave 2 meseca, 3 mesece, 2-3 mesece, da je preskočila. Jaz sem šel na ChatGPT pa na Grok, kdaj se prvič pojavi ta par. Iskrica med Golobom in Gabrovo. In Gabrovo, ja. Jaz sem šel prvič gledati na Grok, kdaj se prvič pojavi ta Golob in Gabrova, uradno na državni slovesnosti, neuradno pa že novembra, decembra 2022. leta, se pravi v istem polletju od te javne izjave v reviji Ona. Se pravi, Štrancarjevi odvetniki sigurno to poznajo, če pa ne, pa prosim, jaz bom to zdaj predobil iz nuka,
ono pa bom to razdelil. Mislim, za Goloba bo to strahotno, nemogoča in nevzdržna življenjska situacija. Zdaj, stranca je itak prepričana, da sploh tega sodnega postopka ne bo. Če je Golob pameten, ga ne bo. Tako iz vsega, kar sva z Edotom povedala, predvsem pa iz te formulacije, če se ljudje začnejo bati, smo v diktaturi. Če je Golob pameten, kaj ti veliki, spet pravim, Avgust, ki so največjih cesarjev rimskega sveta, ko so na njega napravili atentat, pa ni uspel, pa so pripeljali zarotnike, pa bi seveda vse morali pobiti te zarotnike, razumljivo, ampak je on rekel, jaz vam odpuščam. Tako sem velik, da vam odpuščam. To so veliki ljudje, ki ne gledajo na male interese. Res pa je, da pa je mislim, da to ni tako enostavno stvar, če tožbe napoveš, potem težko se stopiti ven. Ne? To pa njegov problem. Razen pri Golobu. Ti lahko božičnično napoveš, razen pri Golobu, Pri Golobu smo pa tega vajeni. Da danes nekaj napove, jutri nekaj drugega, pojutra še mi nekoga vrgo čez ramo in potem gremo naprej. To je pa res. Bogati je vesel kandidiral pri Golobu 5-krat, sem se spomnil na to vrgo čez ramo, ki on vse kandidiral. Funkcije, kje vse on kandidiral? Evropski komisar? Nekaj je bilo že dogovorjen. Petrol, ki pa še Darsa, kje vse, kaj nekaj rekel, da je pa vrgel. Tako. Pa bo vse obljubil. Pa bo rekel, ti boš nosilc liste za volitve, ne veš kaj, evropske. Ti boš komisar, vse zmeraj. Ti boš v Darsu, ti boš v Petrolu. Jaz sem rekel, da sem tožil, da ne bom tožil. Pa se danes svet vrti lepo naprej. Tako se lahko če je Golob pameten, ne bo tožil. Če pa ni pameten, bo pa tožil, bo predvsem Štrancarja, bo tožil prvega, ker za Štrancarja imam pa občutek, da on pa, on se bo pa res temeljito pripravil, da bo naredil še škode. Zakaj pa recimo ta nejasnost, kdo pravzaprav toži, Golob ali Gibanje Svoboda? Zato, ker po moje si ne upajo si noben ne upa, bi rekel, steč prvi na čistino, ne vem, zakaj. No, jaz mislim, da sami ne vejo, ne? Da je nekdo nekoga poklical in rekel, da mi bomo pa to tožili, to je pa zdaj dobra ideja. Sem prišla odvetnica, je prišla na... so dobili 90 jurjev, čakaj, tako so že od Darsa so dobili. Seveda je prišla, to je najbolj krno. Ja, nekdo je prišel to v javnost pač povedati, ta odvetnica prišla pač povedati in to je vse, kar se je zgodilo. Da bojo tožila, se še niso zmenili kako, ampak jaz res... Osnovni motiv je čist, bom rekel, tako, jaz bi rekel malo kaligulovski, zato mene pa ne bo noben zafrkaval, jaz bom delal, kar hočem. Ali pa cesarski, cesarski. Ampak kaj pa je to? Kaj? Je diktatura. Kaj bo Kaligula? Se da vsakega ubiti, kdorkoli tudi ne, ker sem mu dober hotel, pa une, ker sem mu slabo hotel. Se zato pravim, da je to bil tisti navdih, da takole se pa ne bo z malo noben v javnosti, mogoče do zdaj sploh prvič slišal, da je kdo proti njemu kaj tazga rekel, in mu je nekdo to predočil, rekel, tole se pa ne bo noben zajebaval. In bomo dali vetra vsem tistim, ki pač ne vem, po moje grdo govorijo o meni, ne zavedajoč se, da ti kot predsednik vlade nisi več samo nek Robert Golob z imenom priimkom, ampak si pač neka, dajmo reči, ne vem, v vlogi neke inštitucije, kakorkoli, to obrnaš in to ni več tako enostavno, kar pomeni, kar je že sodišče večkrat povedalo, da je potrebno imeti tršo kožo na teh pozicijah. Ja, ampak ta princip diktature je začel uvajati Golob, Drnovšek, da bi Drnovšek rekel, v deželi je fašizem, jaz bom fašiste počistil. Da Drnovšek šel na televizijo pa rekel, Tani Starič, vi veste, kaj morate delati, da bi treba počistiti, da je treba počistiti in skucati. In smo se dogovorili. Halo, da bi to Janša delal, da bi to Miro Cerar delal. Pameti mu ne padl, Tani Starič govoriti, da smo se skupaj dogovorili, da bo treba čistiti, treba počistiti. Halo? In potem se čudi, če je ustvaril on atmosfero, v kateri se te stvari dogajajo. Da so se z ministrico Bobnajo dogovorili. Tega tudi Kučan, to bi Kučan rekel off the record, ne bi pa rekel tako, ne bi Kučan tega nikoli naredil. Zato, ker tudi Kučan točno ve, da so meje, Golob pa ne ve, da so meje. Pa se to je bilo na odmevih, da bomo čistili, da niste videli, da smo se dogovorili. To je cela Slovenija videla. Mene tudi preseneča to popolna odsotnost zavedanja, kaj počnejo. Charlie Kirk je tak lep primer te splošne neke zavesti, kjer potem nek beba vzame pravico v svoje roke in naredi tisto, kar se v javnosti kolobar kot prava stvar. In pač zdaj, ko pomisliš mečko nazaj,
kaj vse se je zganjalo na račun Janše, pa janšizma, pa potem pač od povork po cesti in tako, je v resnici zanimivo, ne? Da kakšnih večjih, razen nekih groženj, smrti in tako naprej, v resnici do tega ni prišlo. Ne? Je to, jaz pravim, hvala Bogu, da ni prišlo, do kakšnih ekscesov. Je pa dobro, točno to, kar si rekel, da še ni prišlo. Ne? Potem nek Marko Pigac, ne? Fotograf, ki živi največ denarja dobiva iz mariborskega proračuna, ne? Napiše, da upam, da je počasi umiral, ne? Krk, ne? Ja, da bo še več denarja, to je pač ta slovenska upogljivost in Slovenci nismo imeli nekako svoje države. Do nje smo prišli po čudežu, po čudežnih ljudeh, ki so se takrat zbrali, po čudežu zgodovine, ki je to omogočil, in to nas še danes tepe. Ne. Pa še hujš, jaz sem gledal tole z Gončino, to odličen intervju, vsem priporočam, ti si ga imel, predvsem, da se naučijo, kaj je to samozavest človeka, kaj je to inteligenca človeka in kaj je to človek pisan za veliko začetnico. Ne. In ona je lepo povedala, da se sploh ne poznam in predvsem ona ni opredeljena politično, jaz nisem mogel niti pogruntati, kam bi jo politično dal, koga bi ona volila na volitvah. Ker ta Bregantova je na eni strani mati od te, kaj je že... Katarina Bregant si mislil. Ja, mati od te... Nike Podakar. Na ustavo bruhat. Šlibar ali nekaj. Šlibar, ja. Hočem reči, ne, to sta pač dve, ne. In mislim, najbolj boleče je bilo pa tisto, ki je rekla, nobena ženska se zame ni zavzela. Ob tej krivici, ki se mi dogaja, in to je predstavljala, to mora biti zelo inteligentna ženska, ta Gončin, je rekla, v teh mačistih, ki jih je tudi imenovala, se nobena, ne Salecel, ne Nataša Pirc-Musar, ne Urška Klakočar, pa ne če še koga omenila, vse te. Ne, rekla, ne vladnik, verjetno misli Niko Kovač. Niko Kovač se ni zame zavzel, čeprav je šlo za očiten seksizem, mačizem in za očitno, bi rekel, kršenje elementarnih pravil, ki vladajo v družbi 21. stoletja. Ženska je enakopravna moškemu. Je rekla, nihče do tistih žensk, ki so jih sicer tako velika usta, začenši Natašo Pirc-Musar, pa Urško Klakočar, vse tiho. Zakaj tiho? Zaradi ozračja strahu. Zaradi ozračja strahu. Zato, ker se ljudje bojijo. In to je, mi smo mislili, da smo s covidom prišli do najhujšega. Ne, do najhujšega smo prišli v fazi post-covid, v fazi goloba. Ti misliš, že se Nataša Pirc-Musar boji, pa da zato ni nič povedala? Ne vem. Jaz pa mislim, da gre bolj za to, da če bi Nataša Pirc-Musar se zavzela za gospod Gončina, bi pokazala državniško držo. Ja, kako ne državnik pokaže enako Urška Klakočar Zupančič, da bi pokazala nekaj, kar se tiče vseh. Kar pomeni, da sem malo dramatičen, razprla krila na celo nacijo in se zavzela za članico nacije, ki je več kot očitno izolirana in napadena. Tega pa ni, v njih tega ni. Eno je biti politik, drugo je biti državnik. Eno je biti kruhoborc, drugo je biti pa državnik. Jaz mislim, da bi se v kakšnih obratnih pozicijah, če bi bila recimo zdaj Janševa vlada, pa če bi bil neki Janšev vodja tožilstva, pa bi se neki incidence pojavili. Ampak še vedno bi se pojavili v političnih barvah, katere bi se raztegovalo na celo nacijo. Ja, pa se mislim, da je povsod ta politična delitev tukaj zel. Zdaj Boštjan se je rekel, da ne ve točno kam, recimo, koga gospa Gončinova voli, ampak bil je nek podton, da ni najbolj naklonjen na Golobo. Ja, da se ne more biti. Zato se niso oglasili. Bojan, koga je volila, ne? Sprav, na zadnjih volitvah, ne? Zdaj seveda, potem je evolucija stvari, se bi bila nora, če bi halo. Pa najboljša je pa tista scena do Mjušičem, to tudi nekaj pove, pa tisto večerje ob svečah. Mislim, halo, da se tle ni nič, da tu ni nihče reagiral. Halo? Čeprav se mi zdi, da ona bolj posredno padla v neke politične navezave. Ona je v konfliktu s policijo kot takšno. To je pa še to huje. Ta zgodba je pa navezana na Poklukarja. Ampak v neki Franciji, v neki Avstriji policijske zgodbe nikakor ne bi bile navezane na kakršnokoli politiko, ker čim bi v Avstriji, recimo to zdaj poznam tudi Avstrijo, to nekdo pogrunto, da je to kaj povezan, bi leteli vsi. Najprej pa politik.
To je najhujše. Ob takih spovedi, ne? Pa v Franciji isto, halo. To je najhujše, točno tako se rekel. To je najhujše, da je ona padla v to, v politiko je padla v te povezave, seveda tranzicijsko politiko, tranzicijske povezave, ko je pravila svoj poklic. Ne, to se recimo v neki Evropski uniji nikjer ne bi mogli, na Hrvaškem. Včeraj so bila z profesorom Licicom pri rektorju, pa smo se pogovarjali o Hrvaški, sem Hrvaška dela, tako naprej. To je bilo popolnoma nemogoče. Pa je to naša soseda, pa smo bili v isti Jugoslaviji skupaj. Bilo popolnoma nemogoče. To je bilo tako je vse, se pravi, časopisi, televizija, kaj se dogaja. Tam so desničaji. Samo enkrat je bilo 6 let nazaj, jaz sem pisal časopise dnevno, je prišlo do tega ven, da je državni tožilec mason. To ne sme biti, ker so najdeli en člen, da je mason priseže masonom. Tam na Hrvaškem so desničaji. Se viš, da Taša Pirc Musar edinega, ki je izpostavila, da ni ploskal, je bil Plenković. Hočem reči, in je državni, ampak zaradi masonov, ki nimajo nobene vplive, državni tožilec leto, ker dolg pa širok, in afera, to je bilo 6-7 let nazaj, afera je bila mesečna. Ampak samo zato, ker je prisegal masonom, ker je rekel, jaz sem mason, masoni imajo pa logiko, da je prva stvar mason, ne pa Republika Hrvaška, na katero je pa hkrati prisegal kot tožilec. Dobro, zdaj, če imamo še kakšno stvar, ki potem bi bo čas zaključil, glede tožb Roberta Goloba, to mislim, ful zanimiva tema, me pa zanima, kako se bo to nadaljevalo, kako se bo to končalo. No? Če je še kakšna misel? Ne vem, jaz predvsem mislim, da je tukaj Golob v izgubljenem položaju, da karkoli je že hotel, kakorkoli se bo to že razvijalo, bo zanga v bistvu zelo težko kakšno pozitivni element izvleči ven iz te same zadeve. No. Če je pameten, ne bo pred volitvami, bo moknil v teh tožbah, pa upal, da se bojo pozabile, da se bojo pozabile. To, če je pameten. Zdaj pa, če bo pa to res ta mehanizem sprožil in seveda, ker smo nepravna država, tudi lahko to pravosodno pospeš, potem se bomo to, da se tudi neki stanejo, ne? Takse, odvetniki, sodni postopki, ne? Kar načeloma za njega ne bi bil problem, ker smo se napustili. Če je seveda navajen kaj plačevati, ne? Ampak ne, zdaj, če je to obe so gibanju Svoboda, potem se mi zdi, da je tudi na stroške verjetno malo pomislil, ne? Ja, kaj ne. Vse vemo, koliko stanejo te stvari. Ja, ogromno, seveda. Pravda ni pocen, ne? Odvetniška družba Čeferin ni pocen, ne? Dobro, Boštjan, pa Edvard, najlepša hvala za to, da so bila danes tukaj, pa za te vajne komentarje. Mi vas se vidimo takoj potem naslednji torek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.